Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo postopek osebnega stečaja nad Damjanom Jankovićem, enim izmed dveh lastnikov Elektre in sinom Zorana Jankovića. Ali bo to omejilo politične ambicije patra familias in ali bo Damjan sedaj ostal brez Mercedesa in uživanja v najdražjih ljubljanskih restavracijah, je seveda zgolj retorično vprašanje. Mogoče pa bo hrvaška pevka Danijela samo za Damjana spesnila nov hit. Ne ide mi, v životu mi ne ide, samo mi fali. Vi pa gledate oddajo VF Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Ali prihaja tretja svetovna vojna? ZDA in Rusija pred globalnim spopadom. Se vrača hladna vojna? Na čigavi strani bo Slovenija? V zadnjem delu oddaje pa anticepilci slavijo. Nesveti aliansi SMC, farmacevtskega lobija izbranih pediatrov in levice ni uspelo. Necepljeni otroci se bodo še vedno lahko upisali na faks. Dan po napadu so iz ZDA prišli satelitski posnetki, ki naj bi prikazovali uspeh zavezniških sil ob raketiranju ciljev v Siriji. Vojaško posredovanje je ameriško zunanje ministrstvo ponovno upravičevalo z lastnimi obveščevalnimi podatki. I can tell you we have plenty of evidence that points to Bashar al-Assad. Napad se je torej zgodil še pred kakršnimi koli ugotovitvami inšpektorjev, ki so se danes sestali s predstavniki sirske vlade. Delo bo težko, delci strupenih plinov se hitro razgradijo. It will be so difficult for US and its allies to make a strike or to do this attack after the OPCW report, if the report was negative regarding to Syria. Kljub trditvam, da je šlo za enkraten napad in predvsem jasno sporočilo sirskemu predsedniku, ZDA dopuščajo možnost posredovanja tudi v prihodnje. Nam grozi tretja svetovna vojna? Na čigavi strani bo Slovenija? O tem se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, magistrom Bernardom Brščičem in magistrom Sebastianom Jeretičem. Toplo pozdravljena. Dober večer. Bernard, najprej vprašanje zate, zakaj se je Donald Trump, kot si tweetnil pred časom, spremenil v Hillary s povečano prostato? Dejansko je Trump zelo veliko obetal, tri temeljne stvari, konec multikulturnosti, potem spremembo v zunanji politiki in pa spremembo v ekonomski politiki. Po 16 mesecih predsednikovanja je praktično obrnil ploščo za 180 stopinj in se zdi, da je popolnoma vseeno, koga Američani izvolijo, na koncu dobijo neokonzervativnega politika, se pravi marioneto, ki je suženj globoke države. Tisto, kar mene najbolj skrbi, je prenovljena sestava Bele hiše, spremembe, ki so se v zadnjem letu zgodile, tu mislim zlasti na nastavitev oziroma zamenjavo svetovalca za nacionalno varnost McMasterja z Johnom Boltonom in pa Rexa Tillersona, državnega sekretarja oziroma zunanjega ministra z Mikeom Pompeom, da so praktično zmagali v Beli hiši ljudje, ki si želijo vojne, ki si želijo globalne konfrontacije ZDA z Rusijo, ki živijo v času hladne vojne, ki si ne želijo detanta in so pripravljeni praktično svet spraviti v globalno kataklizmo. Nedavni, sicer k sreči, Bogu hvala, operetni napad na Sirijo je bil znak, da smo tako blizu pravzaprav globalni katastrofi, kot sam ne pomnim od leta 1962 in kubanske raketne krize. Sebastian, a je to, kar zdaj gledamo v Siriji in to, kar pravi Bernard, so to neki nastavki novega Vietnama ali pa recimo Korejske vojne, kjer se supersile skoraj že sam direktno na bojišču se ne srečujeta v orožju in podpiranju različnih strani se pa. Smo že blizu tega? Torej igrajo na tujem terenu in trenirajo vojne. Najprej popolnoma se strinjam z Bernardom. Eden temeljnih razlogov, da sem si želel zmage Trumpa in ne Hillary Clinton, je bil ravno ta, da je
da bi bila zmaga Hillary Clinton garancija za ameriško agresijo, vojne in krizna žarišča. Upal sem, da bo s Trumpom drugače, ampak Bernard je zelo dobro v detajle opisal ta preobrat. Izgovori za napad na Sirijo so bili seveda enako prazni, kot so bili izgovori za vojno v Iraku. Pred časom Amerika je preprosto naredila kažin v celotnem območju Bližnjega vzhoda in Magreba, seveda v interesu vojaško-industrijskega kompleksa. Zaenkrat Evropa od teh kriznih žarišč trpi predvsem migrantski naval in upam, da se bo pravo bojevanje, ker govorimo res o nevarnosti tretje svetovne vojne, zaustavilo daleč recimo od nas, ampak nisem prepričan, da bo čisto tako. Torej, že v preteklosti se je videlo, kje se odpirajo krizna žarišča. Bližnji vzhod je en, kjer je čisto ločen interes, drugo krizno žarišče, ki ga je odprla Amerika in v sodelovanju z Evropsko unijo, je bila seveda Ukrajina, in bilo je pričakovati, da bo Rusija reagirala na tako delovanje. Tretje krizno žarišče, ki pa lahko prej ali slej eksplodira, je pa seveda Balkan. Tu so bili narodi vedno pripravljeni stopiti v boj, ko se je atmosfera na svetu nekako spremenila, in lahko samo upamo, da bo to ostalo onstran naših meja. Ampak, kot si rekel, živimo zagotovo v obdobju nove hladne vojne, ni tako ostra na terenu, mogoče kot je bila v desetletjih po drugi svetovni vojni, je pa zagotovo izjemno napeta, če ne drugega, vsaj na diplomatsko-političnem parketu. Dovolj je samo spremljati razprave na varnostnem svetu OZN med ruskim ambasadorjem in ameriško ambasadorko, da lahko ugotovimo, da tle so rokavice snete in da ni več diplomatskega diskurza, tako da mislim, da je škoda, da Trump ni ostal na liniji svetovnega biznisa, ki jo je nekako obetal, in očitno je v Ameriki res popolnoma irelevantno, kdo zmaga na predsedniških volitvah. Strukture so premočne, skoraj tako lahko rečemo, kot je v Sloveniji irelevantno, kdo je v vladi, globoka država je bolj spretna. Zdaj, če gremo v detajle, če pogledamo recimo Rusijo, Bernard Sebastian, dokler se Rusi niso vmešali v Siriji, je islamska država tam zmagovala je v Iraku, Turki so bolj ali manj odkrito simpatizirali z islamsko državo, in to posredovanje Rusije v Siriji je zaustavilo vsaj v veliki meri dotok beguncev, v bistvu islamske države tako rekoč ni več kot neke paradržavne organizirane tvorbe, in to vse koristi, neposredno koristi Evropi. Zakaj potem Evropa tako skoči vsakič, ko je treba iti proti Rusiji in proti Putinu, če vse to vemo? Poglej, jaz bom šel še dalj. Trdim, da je islamska država produkt Združenih držav Evrope, Združenih držav Amerike in pa Izraela, Saudove Arabije, da je bila napaka storjena leta 2003 z strmoglavljanjem Sadama Huseina, z rušenjem iraške države, potem se je to nadaljevalo s posredovanjem v Libiji, odstranitvijo Gaddafija, skratka, da je bolna ameriška politika izvažanja demokracije in človekovih pravic z raketami Tomahawk, kjer se menjajo režimi, kjer se spodbujajo bodisi barvne revolucije, bodisi arabske pomladi, ne da bi se mislilo na dan potem. Se pravi, gotovo Gaddafi, Husein, tudi družina Asad niso neki angeli, ampak vprašaj se, kaj je pa alternativa. Kaj so pa glavoresci, Al-Baghdadi, se pravi muslimani, vahabiti, salafisti. Dejstvo je, da islam in demokracija nista združljiva, da muslimani potrebujejo diktature, ne nazadnje. Ta konec arabske pomladi najlepše viden v Egiptu, kjer je samodržeč Al-Sisi praktično normaliziral razmere. Potrebujemo real politiko in jaz ugotavljam, da je nosilec real politike Ruska federacija. Brez Ruske federacije bi se islamska država razširila
do Libanona, praktično na meje Izraela. Sam si poudaril, da je pri vzponu islamske države veliko vlogo igrala Turčija. Dejansko Erdogan ima aspiracije vzpostaviti neo-osmanski kalifat. Otomanski imperij. Turki niso preboleli leta 1923 ukinitve kalifata in dejansko je tu Putin stabiliziral razmere, da je poskušal vzpostaviti ta šiitski polmesec od Libanona, Sirije do Irana, daleč od tega, da bi človek stavil na ajatole v Teheranu, ampak dejstvo je, da šiitov je 10%, medtem ko je sunitov 90%. Popolnoma naravna politika tistih, ki pojmujemo muslimane za glavno grožnjo, da podpreš muslimane, ki so v manjšini. Se pravi, da ne greš oblikovati vertikale Saudova Arabija, Emirati in Turčija, ampak da podpreš šiitski polmesec in je tu dejansko vloga Rusije izjemno pozitivna, je pa hkrati seveda tudi izjemno nevarne razmere. Zavedati se moramo, da trenutno pluje bojna skupina ameriške letalonosilke Harry Truman, spremljana s 5 raketnimi rušilci in eno raketno križarko, ki se bo v bistvu približala Siriji. In tako da jaz sem prepričan, da ta operetni napad, ki se je zgodil 10 dni nazaj, ni zadnja stvar, da se pripravljajo verjetno novi poizkusi provokacij strani CIA in njenih tako imenovanih belih čelad. Tako da je ta možnost tega konflikta in eskalacije neposrednega obstaja po tvoje, ne? Obstaja, mislim, najprej s konvencionalnim, potem pa termonuklearnim orožjem. Če ne bi imeli v Rusiji razmeroma razumnega vodstva, bi sem prepričan, že lahko prišlo do eskalacije. In scenarij je zelo preprost. Se pravi, vkolikor Američani ponovijo en tak raketni napad, tokrat s to, bom rekel, bojno skupino, gre za kapaciteto približno 1000 raket, potem si lahko misliš, kaj bo, ko bo prišlo do odgovora strani protiraketnega sistema, ki ga ima Ruska federacija vzpostavljenega v Siriji. Danes sem zasledil, da so že Asadu izročili nekoliko posodobljen sistem S-300, kar pomeni, da imamo vse koordinate za globalni spopad. In samo vprašanje je, ali bo Trumpu uspelo to globoko državo, ki ga pa v bistvu napotuje na zelo tvegane odločitve, premagati. Sam sem namreč prepričan, oziroma da ni avtonomen akter. Ja, razumem. Okay, hvala, Bernard. Sebastian, minuto še imamo do oglasov, pol boš lahko nadaljeval. Izvoli. Putin je bil korak od tega, da pospravi sranje, ki ga je tam naredila Amerika. In zdaj, če malo obrnemo zgodbo, popolnoma razumljivo je, da je Amerika iz njenih pač egoističnih strateških interesov morala odreagirati in da ne more dovoliti, da Putin prevzame tisto cono. Sploh, ker je njegovo partnerstvo z Iranom in Turčijo danes enostavno premočno in seveda ogroža ameriško prisotnost tam v regiji. In to, kar pravi Bernard, mislim, da bo prišlo do neke eskalacije in lahko samo upamo na pamet in razum odločevalcev, da bodo, dajmo reči, nekako omejili
škodo, ki pa je neizbežna zaradi pritiska vojaško-industrijskega kompleksa. Če so informacije pravilne, že ta operetni napad je potrošil več kot 200 milijonov, tudi 300 milijonov mogoče, torej ena taka akcija seveda za vojaško-industrijski kompleks pomeni izjemen biznis. Zelo velik denarja. Ne? In te rakete bo treba nadomestiti in si verjetno že manejo roke. Ne? Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, ali nas čaka 3. svetovna vojna.